V službi preživimo velik del svojega življenja. Ravno tam pogosto nosimo maske. Ne pokažemo, kdo v resnici smo, ker si ne upamo ali pa ker okolje tega ne podpira. In ko se dlje časa skrivaš, ko zatiraš, kar v resnici čutiš in misliš, je skoraj nemogoče, da bi bil zares izpolnjen in zadovoljen. To pa seveda ne vpliva le na te, temveč na vse odnose, v katerih si. Doma, v službi, s seboj. Kaj sploh pomeni biti avtentičen v poslu? Kako kot vodja ustvariti okolje, ki podpira in razvija avtentičnost posameznika? In kako kot zaposleni prepoznati, da delaš v okolju, ki je toksično in je boljš, da odideš? Z menoj je strokovnjakinja za interno komuniciranje in organizacijsko kulturo, ki že leta pomaga ekipam in vodjem ustvarjati okolja, kjer ima posameznik prostor za rast. V moji družbi je Katja Krasko Štebljaj. Katja, živjo! Pozdravljena in seveda hvala za povabilo. Izjemno pomembno se mi zdi, da daješ tudi teme, kot so naša delovna okolja, avtentičnost, na neko adremo, življenjsko adremo pomembnosti, tako da hvala za povabilo. Z veseljem. Z veseljem in se res veselim tega najinega pogovora, ker tako kot sem uvodoma omenila, mi res na delovnem mestu preživimo ogromno časa in se moramo pač tam dobro počutiti v svoji koži. Ne? Ampak priden zajadrava na odprto morje in pogledava, kam prideva, bi začela tako, kot začnem vedno podcast z vprašanjem, kdo je Katja? Mogoče na vstopu v letošnje poletje. Katja je nekdo, ki se zelo rada čudi življenju, rada se čudi vsem fenomenom življenja in tudi delovno okolje je v bistvu kar zelo pomemben fenomen življenja. Izjemno rada berem, včasih naredim za tem piko, zelo veliko knjige, najraje pa ljudi. Odlično. Katja, uvodoma sem že omenila, da si strokovnjakinja tudi za organizacijsko kulturo oziroma urejanje, uvajanje, spreminjanje. Ne? Si predstavljam, da je to res dolgotrajen proces. Bi pa morda za začetek postavile v kontekst najin pogovor in razložili vsem tistim, ki pa se s tem terminom srečujejo prvič, kaj organizacijska kultura pravzaprav sploh je. Organizacijska kultura so pravzaprav dva pola. Napisana pravila, to pomeni, da znotraj nekega delovnega okolja vemo, kako se moramo obnašati, ampak še močneje pa so to nenapisana pravila. To pomeni, imamo veliko podjetij, ko pridemo v podjetje in lepo so obešene vrednote, poslanstvo, vizija in tako naprej. Vendar, ko se pogovarjaš z ljudmi, ki delajo v teh okoljih, kakšna psihična bremena pravzaprav nosijo spričo zelo slabe organizacijske kulture, je to pravzaprav neke vrste DNK. Ampak kot sem prej rekla, je nepomembno samo to, kar napišemo, da smo, predvsem to, kar živimo, ne rečemo na glas, ampak živimo. Če mi rečemo, da je naša vrednota recimo etičnost, in vsak dan gledamo našega šefa, kako golfa pri, ne vem, recimo javnih razpisih, pa še kakšne drobne stvari, velike stvari, je to pravzaprav clash dveh svetov. In zaradi tega dostikrat rečem, da ljudje ne izgorevamo ali izgorevajo zaradi preveč dela, ampak zaradi tega, ker se pravzaprav naše vrednote z vrednotami oziroma organizacijsko kulturo okolja, v katerem delamo ali smo delali, dejansko niso v sozvočju. In tu pride do kar velikega kleša, in ko tega ne zdržimo več, telo izstavi svoj račun.
A ne? Zaradi tega se mi zdi zelo izjemno pomembno, tudi ker sem strokovnjakinja za odnose z javnostmi, da podjetjem svetujem, da niso zgolj lepe mašnice, ki jih seveda dajemo na lepa letna poročila, ne, kjer pišemo, kako smo dobri, in sploh. Ne, da organizacijska kultura niso samo lepi prostori, kjer lahko igramo biljard, pa nogomet. A ne. Ena stvar, ki jo dostikrat rečem, da moramo biti na njo pazljivi, ko delodajalec reče, mi smo kot ena velika družina. A ne. Jaz rečem stop, tovrstni kulturi. Jaz imam svojo družino, jaz ne želim, da je moje delovno okolje moja družina, in to je dostikrat tudi lahko izgovor. Ne? Izgovor v smislu, pri družini se veste, če vas otrok ob 10 zvečer nekaj prosi, seveda boste to naredili. A ne? Ko nas kao družinsko okolje na delu prosi, a ne, da ostajamo 5, 6, da delamo, mi smo prijatelji, mi smo kot ena družina, a ne, je to zelo hitro lahko tudi zloraba. A ne. Tako da nasvet, ki bi ga dala komurkoli, če išče novo delovno mesto, a ne, ne glejte letnih poročil, ne glejte medijskih zapisov v podjetju, poprašajte ljudi, ki tam delajo. Oni vam bodo povedali vsa ta nenapisana pravila, a ne, ker ko boste stopili na razgovor, včasih se pohecam, je to pravzaprav razgovor z 2 lažnivcema. A ne. Podjetje bo seveda želelo izraziti, kako so super dobri, kako vse štima tam notri. A ne. Mi bomo poskušali se tudi prodati na najboljši način. A ne. Tako da prvi nasvet, ki bi ga lahko dala, bodite avtentični že na razgovoru, prihranite si čas, spoznajte organizacijsko kulturo, preden stopite v stavbo, preden pogledate spletno stran, vse publikacije, pogovorite se z ljudmi, stopite v stavbo, pogledajte, kako stvari funkcionirajo in bodite resnično avtentični na tem razgovoru, ker če bo to razgovor 2 lažnivcev, bosta na koncu oba lažnivca zelo razočarana. Seveda, ker to sta, se pravi, na vsaki strani po ena maska in po en človek, se pravi tako. 4, ne? Tako. To kar naenkrat v tistem prostoru. Zanimivo. Zakaj je pravzaprav tako zelo pomembno, da je človek lahko avtentičen, si že prej v prvem odgovoru deloma podala, da pač težko greš proti svojim lastnim vrednotam. Ne? Ampak pomembno je, da imaš ti avtentičnega sodelavca, delavca, zaposlenega tudi z organizacijo. Zakaj je pomemben, da sta oba tam? Da splošno ta avtentičnost, kjerkoli smo, je izjemno pomembna. A ne? Se mi zdi, da smo zdaj fokus na delu organizacije dali za nekim obdobjem, kjer smo, bom rekla, veliko govorili tudi o pomenu partnerstva. Ampak delovno okolje je samo družina, partnerstvo krat 100, krat 1000, krat 3000, odvisno koliko seveda zaposlenih je. Ne? In v družini smo zelo hitro spoznali, da te naše iluzije, ne, kako se poročimo in potem imamo otroke in živimo srečno do konca svojih dni, ne, da je to res ena iluzija. Ne. Pravzaprav je to odnos 2, ki nista obupala en nad drugim. Je to pravzaprav tudi odnos 2 nepopolnih ljudi, ker nihče ni popoln, a ne, ki sta pripravljena, jaz temu rečem, stopiti v te hadove hodnike, kjer je zelo neprijetno. A ne? Pravzaprav tam se soočimo najprej s tem, kdo smo, kako smo bili sprogramirani v svoji družini. Jaz namreč verjamem, in ne samo verjamem, seveda tudi sem videla na lastnih primerih, da pravzaprav v naši prvotni družini, to se pravi z mojima staršema, ne, takrat se sprogramiramo. Ne. Takrat vemo, kaj so naša vedenja, kaj so zaželena vedenja, tako kot v delovni organizaciji. Vemo, kakšna so pravila, kje so meje. Skratka, neka kultura, tudi organizacijska kultura obstaja v družini. Ne. In potem seveda čudežno mislimo, da ko zberemo partnerja, da pravzaprav ne vemo, kako smo ga zbrali, ampak to je tudi vse program. Ne. To je program, ker izberemo nekoga, ki je zelo blizu tej organizacijski kulturi, ki smo jo seveda imeli doma. A ne? In potem se sprašujemo, zakaj imamo toliko disfunkcionalnih vzorcev, zato, ker vse, kar smo imeli v družini, prenesemo samo naprej. In če se v življenju ne ustaviš in pogledaš, kdo pravzaprav v resnici si, a sem jaz v partnerskem odnosu, a sem jaz,
kot v vlogi mame, ali sem jaz tudi jaz v nekem delovnem okolju, a ne? Do takrat živimo na programu, a ne? Jaz temu rečem. Dejansko hrčkamo, a ne? In zaradi tega je zelo pomembno, da se znamo kdaj tudi ustaviti, a ne? Zdaj, življenje nam ponuja postaje, ki so bolj tihe, pa ponuja zelo glasne postaje, a ne. Meni je recimo ponudilo zelo glasno postajo, to je bilo, ko je telo dejansko odpovedalo v izgorelosti, a ne. In tako nam tudi v delovnem okolju pravzaprav imamo te signalčke, a ne. Jaz rečem, povsod imamo semaforčke, a ne. Dokler je zelena, to pomeni, pridemo domov in ne obremenjujemo svojih otrok in partnerja, kaj se je zgodilo v delovnem okolju, ne razrešujemo tega, a ne. Oranžna je že, ko gremo s prijateljicami ven, a ne, in govorimo samo še o delovnem okolju, a ne. To pomeni, da nas to tako tišči, da enostavno nismo sposobni o čemer drugem-koli se pogovarjati, kot samo to, kar nas pravzaprav žuli, a ne. In to je že sporočilo, ker ko nas nekaj žuli, tam se je treba popraskati, a ne. In tam, kjer pravzaprav je najtežje, tam so odgovori, a ne. Zakaj nam nekaj ni okej, zakaj mogoče nam ne rezoniramo s svojo vodjo in tako naprej. To se pravi, tam, kjer bi se radi popraskali, tam se je treba popraskati, ne? In tam je treba iti vase, kdo sem jaz, kaj so moje vrednote, ali se to sklada v katerem koli razmerju. Govorimo o partnerskem in delovnem razmerju, a ne? In te postanki so zelo pomembni, ker to je ta program, ko hitimo, a ne? In ko hitimo, se mi pravzaprav nimamo časa ukvarjati sami s sabo. Pa zdaj bom malo nekaj v smehu povedala, zato tudi hitimo, a ne? Da se nam pravzaprav ni treba ukvarjati, a ne? Mi Slovenci smo zelo zasvojeni z marsičem, a ne? In ta slovenska zasvojenost je kar ena taka sprejemljiva zasvojenost, a ne? Tudi jaz sem bila zasvojena s športom, a ne? In z gibanjem. Ampak dokler se nisem ustavila, oziroma me je bolezen ustavila, a ne? Se nisem vprašala, zakaj jaz nisem sposobna dneva iti skozi dan, ne da grem teč na smuči, teč to, trening ta. Ker sem bežala od sebe in svojih nerazrešenih vsebin, ne. In v Sloveniji zelo slavimo športnike, deloholike, funkcionalne alkoholike, tudi to je v Sloveniji popolnoma sprejemljivo, a ne. Droge so pri nas še najmanj tako, se mi zdi, oziroma najmanj sprejemljive, a ne. Ampak vse te zasvojenosti so pravzaprav neke vrste medikamentacija, a ne. Alkohol zasvaja ljudi, ker se ne čutiš, a ne. Ker je tam spodaj neka bolečina in zaradi tega ljudje pijajo, ker se samo medikamentirajo, a ne. Delamo veliko, veliko športamo, ker je tu spodaj neka bolečina, ki je nismo sposobni, nimamo poguma se z njo soočiti, a ne. In je seveda lažje iti vsak dan teč, a ne. In potem res slavimo te ljudi, a ne, ki izgubljajo družine. Poznam kar nekaj primerov, moški, recimo triatlonec v poznih srednjih letih, a ne, začne noro trenirati, nakar družina gre v bohi in on seveda sporoči, da gre tja s kolesom, nazaj bo odtekel, a ne. In to postane družinsko življenje, a ne. Na žalost sem imela tudi v svoji sredini človeka, ki je bil ekstremni športnik, nekateri ljudje so ga izjemno slavili, mene pa je skrbelo, ker sem vedela, da tam spodaj je neka zelo, zelo huda bolečina in tudi ta zgodba se je končala, da je ta človek dobesedno ugasnil svojo bolečino. Grozljiv. Ravno to, kar omenjaš šport, ja. Marsikdo se niti ne zaveda, da mu je šport, v navednicah bom rekla, droga, ne. Nekaj, v kar beži. Ponavadi nam je res bolj na vidiku delo, ali ga ta pa beži v delo. Malo ljudi je takih, ki pomislijo, ta pa beži v šport, ne. Ja. Ne, ampak se res reče, kaj ta pridna je. Vsak dan gre, ne vem, na rožnik s psom ali pa teče na rožnik ali pa tako pač. Ja, res je. In potem pač pride račun. Mislim, da z delom je enako. Res zelo, zelo enako. Mi v Sloveniji zelo častimo ljudi z doktorati, a ne? Z vsem tem predajanjem sami stroki.
Ampak se pravim, tudi tovrstne družine poznam, kjer so se ali moški ali ženske popolnoma posvetili. To pomeni, da je njihova identiteta bila samo delovna. A ne? In ko človek mora imeti več identitet, ne? Lahko je to materinska, lahko je to prijateljska, lahko je to delovna, lahko je to športna. Ne? Ko pa ta identiteta, ko se mi začnemo resnično enačiti z svojimi dosežki v službi, ne? Oziroma v delovnem okolju, to pa je stop igra. Ne? Jaz imam tako zdaj rada, ko smo prej govorili o teh 50 letih, v katerih sem in sva, a ne? Dostikrat ljudi vprašam in jih popolnoma zmedem. Včasih sem jih spraševala, da me je zanimalo, kdo so, pa kaj počnejo, a ne? To me sploh več ne zanima. In jih vprašam, v čem pa ste začetniki trenutno, a ne? In vsi postanejo popolnoma rdeči, a ne? Ker to je ranljivo, a ne? Prihajamo na področje, kjer jaz moram pokazati samo, kako sem dober, kaj sem dosegel v službi. LinkedIn postaja tudi samo še ena tapeta vseh uspehov, a ne? Ampak življenje je tako daleč zgolj od uspeha. In v teh mojih letih prav zaradi tega imam rada v svoji družini, v svoji, bom rekla, bližini ljudi, ki so avtentični, a ne? Ki povejo, kako je v delovnem okolju, ki povejo, da so zasrali, da imajo težave s svojim partnerjem, da so pripravljeni iti v ta hadov hodnik, pogledati, kaj je funkcionalno, kaj ni funkcionalno. In v tem polju, te avtentičnosti in ranljivosti nastajajo najlepša prijateljstva in tudi najlepši odnosi. Ker takrat se srečata zares lahko šele, ne? Ja. Mi je bilo zanimivo, ko si pač govorila o tem, o vodjih, ne? Ker dober vodja je tudi avtentičen, ne? Pa zanimivo mi je bilo še na misel, no, se jo bom navezala oziroma povezala zdaj vse skupaj, kako v bistvu pride v vsak svojo, dajmo reči, družinsko organizacijsko kulturo, a ne, v neko delovno razmerje. Moja osebna izkušnja, recimo, kakšna je bila, ko sem mislila, da jaz kot vodja lahko ustvarim neko okolje, za katero sem si ga želela in da bo dovolj, da sem jaz takšna. Ampak potem sem spoznala, seveda na boleč način, da temu ni tako. Da če človek izhaja iz drugačnega okolja, če doma ni bilo varno povedati po resnici in odkrito, tudi v službi laže. Kako potem kot vodja lahko ostajaš avtentičen in gradiš ekipo, in si želiš pač ohranjati neke vrednote, pisane in nepisane, če imaš opravka pa mogoče s tako osebo, ki pa se boji dejansko, pa ne zaradi tebe, ampak zato, ker ima on od doma tako izkušnjo. A se tle sploh da delati? Tle se da ogromno delati. Mi temu rečemo, da pravzaprav v delovnem okolju ustvarjamo tako imenovano psihološko varnost. Kaj zdaj to pomeni, a ne? Pa to ni samo vodja, to pravzaprav vsi sodelavci, vodja, celotna kultura, celoten sistem ustvarja. Psihološka varnost pomeni, da smo lahko mi na delovnem mestu, ne? Pa sva spet pri tej avtentičnosti. Ta pojem sploh zadnjih približno 5 let v psihologiji dela in delovnih organizacij resnično dobiva izjemno veljavo, ker se timi ravno resnično zavedajo, da je to, ko bi rekla, po pomenu številka 1. To pomeni, da če mi ne moremo povedati po resnici, a ne, da mogoče ta ideja, ki je pa šef dal ali pa mogoče sodelavec, a ne, da imate drugačen morebiti pogled, da mogoče menite, da to ni prava smer, da mogoče predlagate drugo smer, a ne. To pomeni, da potem se ne počutimo psihološko varni. Na tej stvari se da izjemno veliko delati. In tu kolektivom svetujem predvsem eno stvar, a ne, da se goji kulturo povratne informacije. Kaj je to? Spet sva tam, ne? Kaj je napisano, pa kaj je v resnici. Ne? Dosti kolektivov reče, mi gojimo kulturo povratne informacije, a ne? Na papirju. A ne? Zdaj, variacije so take, da si mogoče zaposleni sploh ne upajo spregovoriti, ampak to ne pride samo od sebe. To pride, ker pride do tega počasnega
usihanja, temu rečemo quiet fading, da še en predlog pa ni sprejet, ali pa se ga ne sliši, ali pa mogoče si takoj zabiti nazaj. In tako pravzaprav bi jaz temu rekla veneš na delovnem mestu. In to se da rešiti za kulturo povratne informacije. To pomeni, da vodja dejansko ne samo na papirju spodbuja, dajmo se pogovarjati, dajmo povedati tako, kot je, dajte nasvete, dajte mogoče kritiko, seveda konstruktivno kritiko. Ampak največji problem, ki ga jaz opažam pri podjetjih, je, da mogoče to še nekako napišejo, pa potem to, bom rekla, zelo na trdo izvajajo. Problem pa je, če temu ne sledi akcija. Torej pomeni, ti spet nekaj poveš, ti da podaš predlog in potem je tako, kot bi nekim gluhim ušesom tam govoril. In to je začaran krog in spet sva pri tem tihem ugašanju. Kolikokrat to narediš? To je tako kot doma, recimo poveš, da imaš težavo enkrat, dvakrat, trikrat, če otrok ni slišan, v tej svoji neki potrebi, tudi ne samo z besedami, samo včasih z dejanji, da ga mi vidimo, prepoznamo neko psihično stanje, psihološko stanje, se ta človek umakne. In ta rezignacija nikoli nima dobrih rezultatov. Ta rezignacija ima vedno rezultate v tem, da imamo trenutno na svetu največ demotiviranih ljudi. Da imamo največ trenutno ljudi, ki išče z eno nogo že drugo službo. In to je zelo, zelo pogost pojav. Pa ne samo, da imamo nezavzete, imamo tudi glasno nezavzete. To pomeni, da ljudje tudi nimajo več teh zavor, da bi pokazali, da jim to ni okej, da jih nihče ne posluša, da njihova povratna informacija ni sprejeta, skratka, da ni te psihološke varnosti v timu in to že glasno izražajo. To je pa že tako imenovan pojem quiet quitting. In seveda to je šlo še naprej, se to je grozljivo, ampak na TikToku smo priča trenutno trendom, kjer pravzaprav ljudje glasno izražajo že nezadovoljstva z svojimi delovnimi okolji. To je v bistvu že ekstrema. To se pravi, na eni strani imava ta quiet fading, se pravi tiho ugašanje, kjer seveda daješ predloge, se še izpostavljaš, potem pa vidiš, da je to popolnoma dekonstruktivno in jaz rečem, da pravzaprav se zapreš kot školjka. In od takega človeka praktično nimaš več. Na drugi strani so seveda tisti, ki so izražali, pa seveda njihovi predlogi niso bili sprejeti in oni grejo pa v drugačno držo. Oni grejo pa v to glasno držo, v quiet quitterje in te pa delajo že predvsem po družbenih omrežjih, ne samo tako v nekih prijateljskih pogovorih, pa že kar veliko škodo podjetjem. Tako da je zelo modro premisliti, zakaj je vzpostavljanje te psihološke varnosti izjemno, izjemno pomembno. In kaj smo recimo ugotavljali skozi raziskave, te mlajše generacije, njim je to čedalje bolj pomembno. Oni ne pridejo zaradi plače, oni pridejo zaradi organizacijske kulture, ki se dejansko mora skladati z njihovo kulturo, z njihovimi vrednotami, in oni resnično potrebujejo okolje, kjer bojo sprejeti, kjer bojo lahko avtentični, kjer bojo podali lahko mnenje, kjer bo to mnenje slišano in bo sledila tudi neka akcija. Tako da to je poziv vsem, da delovna okolja bo treba zelo korenito spreminjati, če bomo želeli vključiti generacije, ki že prihajajo, predvsem pa ki šele prihajajo. Katja, kako je pa recimo z nekim tihim kaznovanjem, sem tudi pomislila, ko si govorila, ne? Ja. Imamo več oblik manipulacije, ne? Mi zelo veliko govorimo, da imamo veliko tako imenovanih korporativnih psihopatov na delovnih mestih, ne? Kaj to pomeni, da imen ga opiš? To so... Fiktivnega, ampak... To so lažnivci. To so lažnivci na dnevni bazi, to so ljudje, ki so izjemno glasni, ker morajo biti glasni, ker ne delajo veliko in je ta glasnost maska za to, da ne delajo veliko. Imajo izjemno nizko samopodobo in na drugi strani izražajo to s tem, da se spravljajo na sodelavce, se pravi svoje manke projicirajo, temu se reče projekcija, na ostale sodelavce. Manipulirajo, grozijo, lažejo. Tega je zelo, zelo veliko. Tudi sama sem bila priča temu v delovnem okolju.
Govoriva o vodstvenem kadru ali govoriva da reč sodelavcih? Pa tega je ogromno, s komorkoli se pogovarjam in kamorkoli pridem, je to en velik problem trenutne dobe, pa ne samo korporativni psihopati, ampak vsi ljudje, ki nekako ne sodijo v organizacijsko kulturo. In to je tako, kot jaz temu rečem, najprej dobiš enega lušnega malega hrčka. Te ljudje so ponavadi zelo karizmatični, zelo glasni, lepi, a ne? Vendar na koncu se izkaže, da je to pravzaprav kača, ki te piči. In zdaj, če si ti v delovnem okolju nisi sposoben soočiti z takim malim hrčkom, dokler ni še glasen, se še ne laže veliko, ne vpije, ne manipulira in tako naprej, a ne? Jaz jih zelo hitro že prepoznam. Problem pa je tolerance do tega. Prvo je, da jih seveda prepoznamo. Drugo pa je, ker se pa zdaj ogromno dogaja, da rečejo, veš, on je takšen ali ona je takšna. Ja, le mi, veš, v naši kulturi, top performerji, v smislu lahko grejo čez trupla. Ne. Take ljudi je treba zelo hitro prepoznati in tudi zelo hitro jih je treba odstraniti. To pa zaradi tega, ker te ljudje imajo učinek gnilega jabolka. Če mi dve recimo pogledava, katero sadje bi bilo zdaj, jagode so že konec, češnje recimo, imava eno veliko posodo češenj. In v tisti veliki posodi češenj pride ena, ki je gnila. Mi jo mogoče na začetku nismo videli, da ona to pod sabo skriva, ampak čez 3 dni bojo vse te češnje že gnile. To je to. Ko imamo enega takega posameznika, ki dobesedno toksificira delovna okolja, to pomeni, da bo zelo kmalu vse gnilo. In takrat je mnogo težje reševati taka okolja, kot takrat, ko imamo takega posameznika. Kar hudo, Ja, res hudo. Veliko bolj obsežno, kakor bi si človek lahko tako na prvo žogo predstavljal, ko nekdo malo pojamrajo, pa je to tako pri nas v službi, ja, veš. Ampak, dobro. Greva naprej. Kako potem kot vodja, recimo, da bi se zdaj znašla, ne vem, da delam s parimi ljudmi, pa ugotovim, da dejansko jaz se že lahko trudim ustvariti neko psihološko varnost, ampak kako povabiti človeka, da se odpre, da mu pokazati, da je dejansko varno? Ker to si predstavljam, da mora biti res en zelo dolgotrajen proces. A veš, da sva spet pri tej besedi, danes se nama bo večkrat vrtela. Povabimo jih z ranljivostjo in z avtentičnostjo. Ko oni vidijo, da tudi ta vodja ni popoln, da odpira svoje rane, da recimo na sestankih reče, jaz pa v tem mogoče nisem dober, imate vi mogoče boljši predlog, ker si vodja ne pomeni, da si ti superman, vodja samo pomeni, da znaš voditi ekipo, da si dober motivator, da znaš zavzetost potegniti iz njih, da znaš ranljivost, avtentičnost potegniti iz njih. In kot smo rekli, ko ti začutiš to, da pravzaprav psihološka varnost pomeni, kot smo prej rekli, da si ti, ampak to pomeni tudi, da lahko narediš napako. In da zato ne boš sankcioniran v smislu z dretjem, z nekim disfunkcionalnim vedenjem, ker tega je tudi izjemno ogromno, in tudi to zelo veliko toleriramo, v smislu on je vodja, Ne. Taka vedenja so za mene popolnoma nesprejemljiva. In zaradi tega je izjemno pomembno, ko govoriva tudi o komuniciranju v delovnih okoljih, dostikrat reče, to je delo PR-ovcev. Ne. To je predvsem delo vodij. Vodja ustvarja psihološko varnost. Vodja povabi svoje sodelavce na ta teren, da so lahko ranljivi, avtentični, strokovni, da so dovolj dobri, da ni treba biti perfekten, nobenega ne obstaja. In še ena tretja stvar. Rekli so, prvo je seveda ta kultura povratne informacije, druga je ta avtentičnost. Tretja izjemno pomembna zadeva pa je tudi to, da vodja zna nagrajevati. Pa ne finančno. Ampak pravzaprav, da prepoznava. To je to, ko smo rekli, to imaš tudi iz družinskega okolja. Da rečeš otroku, ne, joj, kako si lepo slikico narisal, ampak lahko mu rečeš tudi danes, vidim, da recimo,
kolo mogoče ni tvoj priljubljen rekvizit, ampak to rezilientnost, ki si jo danes pokazal na tej turi, me je pa res navdušila, pa vem, da ti tole ni bilo všeč danes, Da tudi prepoznamo v vseh, v našem timu dejansko male stvari na vsakodnevni ravni, To pomeni kultura prepoznavanja dosežkov, kultura poslušanja, kultura psihološke varnosti. In potem jaz rečem, a veste, da je to vse zastonj? Ne? Mi včasih res mislimo, kaj vse potrebujemo, ampak te stvari so v bistvu že neke vrste common sense, ki smo ga počasi izgubili. In zdaj si predstavljaj, da mi nimamo kolektiva 10 ljudi, imamo 100, 1000, 3000, in vsak pride s tem svojim programom, recimo. Recimo uživiva se v človeka, ki recimo pride, ki je doživljal, da doma ni bilo te psihološke varnosti, je zakrčen, take sodelavce vidiš, se boji karkoli povedati, ker je bil zateran že v nekem svojem primarnem okolju, on ni navajen spregovoriti, in tu je to povabilo vodi, da počasi prihajamo iz teh nekih programov, sva rekli, mogoče tudi, da prepoznamo, da je to disfunkcionalno. Ampak to lahko ne z besedami, veš, pri nas je varno, To naredimo tako, da dejansko naredimo varno okolje. In ko se počutimo varno, se seveda odpremo, To ni ona školjka, ki je zaprta, ampak takrat se odpremo. In ta školjka se počasi odpira in ko se počuti varno, bo tudi odprta. Ko pa pride seveda neka nevarnost, se pa seveda ta školjka zapre. Tako da ne samo besede, dejanja. To je vodenje. Katja, koliko se pa zares dela na tem, da se vodje v bistvu usposablja oziroma opremlja z nekim znanjem mehkih veščin, če tako rečem, ker to, lahko ti nekaj prineseš s sabo na svet ali pa od doma, ampak še vedno je to delo. Se je treba v tem izpopolnjevati, se ves čas učiš, tako kot se učiš v vsakem drugem odnosu. Se organizacije dovolj tega zavedajo, je opaziti kakšen premik v tej smeri? Kam gremo? Zelo, zelo odvisno, moram res vseeno priznati. So organizacije, ki se dejansko zavedajo, da pravzaprav glas organizacije prihaja z vrha. Mi določamo ton, mi določamo varnost, mi določamo način komunikacije, mi določamo vrednote. Skratka, ni to PR oddelek, oziroma oddelek za odnose z javnostmi. Ker to je spet, bojo oni rešili, če mi nismo daritizatorji. Vi ste ustvarjalci kulture, mi smo pa podporniki ustvarjanja te kulture z spoštljivo komunikacijo. Tako da prepoznavam zelo različna podjetja. Prepoznavam podjetja, ki resnično se zavedajo, da brez dobrega vodenja ne bo dobre blagovne znamke delodajalca, ne bo dobre organizacijske kulture, ne bo zavzetosti, ne bo motivacije, ne bo zadovoljstva. Zanimivo je, kako se res vse na to veže. Nekje sem prebrala, da tudi ne zapuščamo delovnih okolij, zapuščamo vodje. V bistvu je to zelo, zelo močen statement. Ker če pomislimo, vsa delovna okolja smo vedno zapuščali zaradi vodij. Ker smo bili ali neslišani ali pač karkoli drugega. Tako da ta moč vodenja je pravzaprav izjemna moč. Seveda prihajam pa tudi v kolektive, kjer jim je to res španska vas, kjer so prepričani, da vse vedo, da nekdo, ki je dober inženir, bo tudi dober vodja. In je kar težko, ko jih recimo vsaj prvič povabimo, da je smiselno izmeriti, ker mi tudi merimo organizacijsko kulturo. To pomeni, vse to se da zmeriti, kako smo zadovoljni s svojim vodjem, kako naš vodja komunicira z nami. Ne merimo samo zadovoljstva s plačo in podobnimi zadevami. Tudi te stvari so izjemno, izjemno pomembne. In tovrstni vodje so kar dosti nonšalantni v tem smislu, pri nas je vse v redu. No, potem pa dobimo rezultate in rečem, vedno je razlika med tem, kaj mi mislimo, pa med tem, kar zaposleni rečejo. Potem pa dosti okolij je, ker pravzaprav začnejo vodje napadati svoje zaposlene. Vse to, kar so pa oni povedali, sploh ni res. To je spet tako močen obrambni mehanizem. Sprejmi, to je glas ljudstva, to je glas
10, 30, 100, 1000 ljudi. A ne? In tu pa prideva do enega pojma, ki se mi tudi izjemno zdi pomemben, in to je samorefleksija. A ne? Koliko smo mi pripravljeni pogledati vase, ker nihče ni popoln. In ko mi dobimo neko informacijo, da mogoče pa ni tako vse rožnato, kot se nam zdi, a ne, je seveda zelo težko zdržati s to informacijo. Ne? To je tako kot najstnik, ki ti pove, da ne vem, ko ima slab dan, pa ti pove vse mogoče. A ne? Ampak zdržati s tem, iti v ta hadov hodnik pa reči, ok, mogoče je pa to zanimivo. Danes so mi pa recimo sporočili moji zaposleni, da jaz pravzaprav sploh jih ne slišim. A ne? In greš noter, da je tu pravzaprav povabilo. Ne to, da zdaj ti narediš transfer na te svoje zaposlene, kako so grozni, a ne? Ampak da je to povabilo. A sem jaz, mogoče sem pa res taka, ne? Kako to pa, da prihaja do take kognitivne disonance med tem, kako se jaz vidim in kako me drugi vidijo, a ne? In zanimivo je bilo to, ta fenomen tega razkoraka vodij in zaposlenih me je kar dobro leto krtiščal. In potem sem šla zelo globoko v ta problem in sem rekla, ok, zdaj bom pa res vse raziskave ali pa večino raziskav delovne sile na tem svetu preiskala in bom rekla, kje zdaj tiči problem, a ne? A tiči ta problem v zaposlenih ali v vodih? Kaj praviš, kje misliš, da tiči? Kjer riba smrdi ponavadi. Tako, a ne? Torej vodje so največji zaviralci. In kar je bilo izjemno zanimivo in kar bo zagotovo zanimivo tudi za tiste, ki bojo to poslušali, je to, da prihaja do enormne, ne govoriva o 10-20 odstotkih, ampak 40 in več odstotkov razlike med tem, kako vodje vidijo sebe in kako zaposleni vidijo. Se pravi, recimo, ne vem, 80-90% vodij vidi sebe kot smo prej rekli, nekoga, ki posluša, ki daje povratno informacijo, ki vzpostavlja psihološko varnost, ki tudi prepoznava te male in velike dosežke na vsakodnevni ravni, ampak zaposleni pa manj kot 40% se strinjajo s tem. To pomeni, da ta gap je to, kar bo največji izziv organizacijskih kultur in pa na splošno delovnih organizacij. Se pravi, kako bomo mi ta velik kognitivni razkorak, kako bomo to luknjo zapolnili. Ker vsi se bomo nekako morali približati. Ne? To pomeni, ne, da ni problem tudi v zaposlenih, ne? Ampak vsi se bomo morali iz teh svojih okopov premakniti bliže en drugemu. Imaš idejo, kako? Vizijo? Najprej res samorefleksija. Mene je to grozno, ampak jaz bi vsakemu človeku svetovala ne coaching, psihoterapijo. Id pogledat vase, s kakšnimi vzorci ti prihajaš na delovno mesto. Imamo ogromno vzorcev, načinov dela, čustvovanja, komuniciranja, delegiranja, ogromno teh vzorcev. Ne? Ampak ogromno od teh stvari je resnično disfunkcionalnih, pa mi mislimo, ker seveda nam je to domače, kot smo rekli, iz tistega okolja, kjer smo se sprogramirali in to samo preneseš naprej. Ne? In potem imaš kar naenkrat 10, 100 tisoč ljudi, vsak je s svojim programom, a ne? In vsak je prepričan seveda v svoj prav. A ne? In tu je ta psihologija teh obrambnih mehanizmov tako pomembna. A ne? Obrambni mehanizem je tudi uhajanje, kot smo rekli, v šport. Tudi humor je obrambni mehanizem. Tudi cinizem je obrambni mehanizem. Tudi prelaganje odgovornosti na drugega je obrambni mehanizem. A ne? Skratka, teh ogromno in mi sami do teh obrambnih mehanizmov ne moremo priti. A ne? Ker mi se vedno vidimo samo v najlepši luči. A ne? Ker to je obrambni mehanizem. Pravzaprav ko smo bili majhni, smo si ustvarili program, kjer je vse v redu. A veš zakaj? Zato, da preživimo. In tudi v delovnih okoljih si ustvarjamo ta program, kako je vse super in tako naprej, dokler nas... Tako, dokler ni, dokler se ne ustavimo, dokler se mogoče zgodi neko dejanje, ki pa je res rdeča luč, smo prej rekli, da imamo zelene, oranžne, je pa tista rdeča luč, lahko je to naše zdravje,
lahko je to nespanje, lahko je to neka psihična stabilnost, lahko je to pozabljivost, razdržljivost, ker telo pošilja tiste tihe signale. A ne? Najprej, kot smo rekli, se samo še s prijatelji to pogovarjamo doma, potem počasi ne spimo, potem mogoče pridejo kakšne palpitacije, se pravi neenakomerno bitje srca in tako naprej, nespečnost, potem pa te lahko telo dobesedno ustavi, pa izklopi elektriko in seveda takrat se ti ne zavedaš, zakaj je to. Ne? In bolj te udari, dlje seveda moraš biti v nekem procesu. Ne? To je lahko vsaka operacija, to je lahko vsaka avtoimuna bolezen, to je lahko vsako nespanje. Predstavljaj si, da si ti buden toliko in toliko noči. Saj to si z razlogom, da greš vase, da greš vase, da res izstopiš iz tega programa in si rečeš, ok, mene pa zanima, kaj je ta moj vlak in kaj je ta moj program. In tu vodja brez psihoterapije, da vidi, kaj so bile te konstelacije v njegovi družini, kaj je zdaj prinesel delovno okolje, kako on vidi sodelavce skozi svojo prizmo, ker je to tudi samo njegova prizma. In to prizmo je treba razširiti. In treba je razširiti obzorja tudi te samorefleksije. Da niso vsi vodje vrhunski, in da vsi imamo priložnost, da se lahko izboljšamo, in jaz bi to vsakemu na recept dala. Ne samo vodjem. Lažje bi sobivali. Ta samorefleksija, ki jo si omenjala, oziroma ki jo omenjava, ful mi je bilo zanimivo, poslušala sem en intervju z ameriškim svetovalcem za organizacijsko kulturo, ki je ugotovil, da je slab poslušalec, oziroma mu je nekdo, eden od prijateljev, to učitelj. Ti si slab poslušalec, in rekel, halo, a ti veš, čim se jaz ukvarjam? Jaz se poklicno ukvarjam s tem, da poslušam. Ampak je vklopil ravno to samorefleksijo, šel na tečaj poslušanja in po tečaju poklical prijatelja in rekel, oprosti, res sem slab poslušalec. Prekrasno. Prekrasno. Ja. Tako da, prekrasno. Ja. In to je res močna javna osebnost, bom rekla. No. To je to. In me je res navdušilo, da je zmogel res toliko samorefleksije. No. In res upam, da bo več takih primerov. Tudi jaz. Pa ne boš verjela, tudi jaz sem bila na tej poti. Jaz sem pravzaprav najslabša v poslušanju. Res? Resnično. Tudi jaz sem se morala poslušanja priučiti. Moje govorjenje je bilo tudi obrambni mehanizem. To se pravi, jaz sem bila navajena, da tišine ni, da tišina je, tako kot so prej govorili, da je to nek način manipulacije. Moja mama je imela te tihe maše, ko se je nekaj zgodilo. In jaz kot otrok seveda nisem vedela, seveda jaz sem krivdo videla v sebi, in ogromno mi je pomagala psihoterapija to zavestiti, da sem razumela, kako je do tega prišlo, da to ni bilo moje, to je pravzaprav bila odgovornost starejše osebe. Ampak ko sem pa jaz postala starejša oseba, sem pa jaz tudi sabo prinesla odgovornost. In to je odgovornost, da popravim te stvari, da se zazrem vase in si rečem, ok, to pa je disfunkcionalno. Kako je do tega prišlo? Kako jaz to lahko popravim? In jaz sem se ogromno morala priučiti, predvsem glede poslušanja, predvsem tudi aktivnega poslušanja. To pomeni ne samo, da se jaz delam, da poslušam, ampak tega je tudi ogromno, ampak da v bistvu aktivno poslušam. To pa pomeni, da znam respondirati, pa tudi mogoče ena od mojih šibkih točk je bila tudi ta, da sem predostikrat izhajala iz sebe, tudi kot sogovornik, v smislu, naredi to, jaz sem pa tako, pa ne vem kaj. Zelo težko mi je bilo zdržati z nekom, ki mu je bilo težko. In jaz sem to prostor, svetov, kako naj reši. Točno tako. Želela zapolniti, ker seveda je bila moja tišina, je bila pač vedno nek znak slabega, sem želela zapolniti z govorenjem. In seveda takrat govoriš marsikaj, ampak svet pa pri tej avtentičnosti. Ko si ti povabljen v pogovor z nekom, je samo to, da si ti tam, tukaj in zdaj, je to dovolj.
Včasih ljudje samo to potrebujejo. Niti podrazno ne potrebujejo tvojih nasvetov. Kako si pa ti, ko si bila tam v tisti isti situaciji, ker ti si ti, jaz sem jaz, a ne? In tudi v tem filmu sem zgubila kar nekaj prijateljstev, ker me je to izjemno dušilo. Da so ljudje preveč izhajali sebe. In tudi tega sem se jaz morala pravzaprav veliko naučiti. To je bil pravzaprav tudi en od velikih izzivov v najnem partnerskem odnosu. Da nisem pravzaprav slišala moža in ga uzrla takega, kot je. A ne? Tudi veliko stvari sem se tudi jaz morala še naučiti. Katja, najlepša hvala, da si tole podelila zdaj z mano, ker mi je tako zelo bolj jasna zdaj dinamika med mano in mojo najboljšo prijateljico, za katero vem, da jo je mama velikrat kaznovala z molkom. In kako sva se midve že pogovarjali o tem, da ko imava dialog in ko se ji želim izliti, da mi ful veliko pomeni, da je takrat samo tih, pa da me posluša, ker ona seveda gre čist spontano ravno v to, da želiš, ja, se veš, vse se meni tudi tako to dogaja in želi s tem pomagati, ampak dejansko se pa tisti, ki se izpoveduje, počuti, da ni slišan. Točno to. In ful hvala, da si tole zdaj ven dala, ker doslej jaz nisem povezala tega z primarno družino, iz katere pač seveda izhaja. Ne? Vsa naša vedenja so, čisto vsa naša vedenja. In tudi, ko boš želela svoje prijateljice, svojega partnera, kogarkoli, ko jih uzreš, kako so na programu, a ne, takrat jih uzreš v njihovi resnici. A ne? In odnosi prijateljstva so prava, ko si takrat lahko odstremo to ogledalo in se povabimo v raziskovanje, a ne? Da ga vprašamo, ne, meni se pa zdi, ti si pa taka, me ne poslušaš, a ne? Pa da ga pravzaprav povabiš, a ne? A se ti zdi, da je to spoštljivo? Recimo v taki situaciji, da imam občutek, da nisi tukaj za mene. A ne? In vedno je to tako, se mi zdi prav, da povemo najprej, kaj se nam je zgodilo, a ne? Potem, kako smo se v tej situaciji počutili, a ne? In kaj to za nas pomeni. A ne? Ker dostikrat ljudje ne vedo. A ne? Recimo, mogoče tej tvoje prijateljici se zdi vse ok, ker je ona v svojem programu. Imava, hvala Bogu, tako odprt in iskren odnos, da lahko to skomunicirava. Da dejansko se zgodi, seveda, da greš takoj na pomoč, ne, reševati, seveda. Ampak da se že znava ustaviti. Tudi jaz nisem perfektna, ne, seveda. Ampak da se znava ustaviti, nič ne bom rekla, v redu je, tukaj sem, s tabo sem. Ker to mi je bila tudi ena zanimiva informacija, kako pravzaprav ameriška vojska funkcionira, Navy Seals. Da dejansko njihov ta izraz sit in the mud. Kaj to pomeni? Da samo si poslušaš in potem na koncu se sam potrepljajo. In to je to. Ne gre nihče v reševanje problema. Ker v resnici se v življenju nočemo biti rešeni. V življenju želimo biti slišani. Tako. In videni. Ja, to je že taka osnovna, primarna potreba že dojenčka. Ne? In tudi na delovnem mestu je isto. Vse naše potrebe so popolnoma enake. A ne? Dojenček nima potrebe po visoki plači. Tudi zaposlenje nima. A ne? Ima pa potrebo, da je slišan, da je viden, prepoznan. To pa je absolutno potreba. Ne? In v takem primeru ti nobena plača ne pomaga, če si pač v odhajanju, v mentalnem in kasneje tudi v nekem fizičnem odhajanju. Ne? Tako da to reševanje, to je reševanje, ljudje rešujejo v bistvu zaradi sebe, ker jim je neprijetno v tej situaciji. Ja. Kako je pa z ženskami na delovnem mestu, ki velikokrat so neki blažilci napetosti v zraku, ker mi to pač vse zaznamo na nekih frekvencah, ne? In smo kaj eni bumperji, se mi zdi velikokrat. Se to pogosto dogaja tudi znotraj pač kolektivov?
Ali je to pač nekaj samo, kar se dogaja v družini, ali pa dajva reči med prijateljstvi in tako? Rešitelje imamo povsod, ne? Spet sva in pri družinah in pri delovnih okoljih. Ne? Tisti, ki v delovnih okolju tudi rešuje predvsem druge in pozablja na sebe, ne? To je tudi klic na pomoč, veš. Zelo, zelo močan klic na pomoč. Ker ti ljudje niso v stiku sami s sabo. Ti ljudje zadovoljujejo ne svoje potrebe, ampak potrebe drugih. Ne? In ko postaviš drugega pred sebe, to je zelo, zelo tiha, ampak zelo močna oblika neljubezni do sebe. Tako da to ni povezano z ženskim ali moškim spolom, ampak če vidite takega v delovnem okolju, njemu pomagajte. Čeprav on drugim pomaga. Zanimivo. Nikoli ne bi pomislila, da je nekdo, ki je tak. Ja, se vedno vemo, da nekdo, ki rad pomaga, ne? Seveda je dobro sprejet in dobro zapisana, ne? Redko se pa vprašamo, zakaj to nekdo počne. Seveda vidiš nekoga, ki ima v zadnji agendo, da ga hitro prepoznaš. Ampak je pa veliko več takih, se mi zdi, ki dejansko res takoj priskočijo. Ja. In rešujejo druge, da se ne rabijo ukvarjati s sabo. Mislim, rešujejo, pomagajo. Seveda. Tako. Spomnim se recimo, če se spomniš Jerneja Šugmana, on je en tak tipičen, a ne? To so te tipični ljudje, ki so vedno za druge, vedno na voljo, vedno dobrovoljčki, a ne? Ampak življenje jih ustavi, ker je življenje prehitro, preveč je vsega. Tudi neke prijateljev, pravzaprav 2 sem zgubila na tak način. Ampak zanimivo je kasneje, ne, še lepo rečemo, ja, pa on je bil tako dober. Ja, sej za to, ne. Pa on je bil tako za vse tukaj. Ampak zakaj tega nismo prepoznali kot klic na pomoč? Meni je zanimiva, prej si omenila humor, ne, kot obrambni mehanizem. Brala sem biografijo Matthewa Perryja, kjer je ful lepo pojasnil, kako je bil humor vedno njegov obrambni mehanizem. Enako Jim Carrey, če se prav spomnim. Ja. Noro. Zaradi tega jaz moram reči, nisem ljubitelj teh hollywoodskih zvezd, ker imajo potrebo, da tudi igrajo v lastnem življenju. A ne? Tam res prav vidiš, da ni te ločnice in se jim zdi, da imajo neko potrebo skozi biti glasni, humorni, da zapolnijo prostor. Ne? Je pa v bistvu praznina noter. Katja, omenjala si zeleno, oranžno in rdečo luč. Recimo, da pri nekomu res že sveti rdeča luč. Je čas, da izstopi, ali on kot en sam ne more proti vetru? Včasih je izstop edina in najboljša rešitev. Še posebej, če smo v delovnih okoljih, kjer se dopušča razrast tega korporativnega, in najprej rečem, in primitivizma, in psihopatizma, a ne? Takrat pravzaprav nič ne pomaga. Če ti nimaš podpore in ljudje ne prepoznajo, da je to abotno, da se to širi, da pravzaprav vsi že klečijo od napora dela in sobivanja s takimi ljudmi, potem je exit v bistvu edina rešitev. A ne? In v tovrstnih primerih resnično je edina rešitev. A ne? Pa ni slaba rešitev, to je vrhunska rešitev. Ja, ampak je zastrašujoča z vidika preživetja. Ne? Če si seveda v svojem mindsetu naštiman, da bo pa kar konc, če ne boš več tam redne plače prejemal. Ne? Si ujet. Samega sebe držiš ujetega, ja. Tudi to je ta program, v katerem film si predvajaš, ja. Drami si. Ker tudi jaz sem bila vzgajana, ne. Moji starši so še ta generacija, a ne, predvojna, se pravi, oba sta se rodila že pred drugo svetovno, kanček pred drugo svetovno vojno. Za moja 2 starša je bila ta varnost nekaj najpomembnejšega, a ne. Za njo je bilo po faksu, ko sem jaz, to je bilo resnično, jaz sem se odločila, jaz sem ogromno jadrala, tudi na oceanih prejadrala.
In sem dobila eno povabilo, da se pridruži meni odpravi na okoli sveta in da grem na Atlantik. Seveda takrat nisem imela tega denarja, da to gremo, ne? In takrat smo dobili neke obveznice. Sploh ne vem, kaj smo takrat od države dobili. In jaz sem rekla, ja, it's now or never, ne? Se pravi, jaz sem to prodala in jaz sem šla dejansko to odjadrata, ne? Jaz se spomnim te grozote mojih staršev, a ne? Ki sta seveda rasla najprej v grozotah druge svetovne vojne. Ko se spomnim, ki je prišel več vrst kruha in sem jaz mami rekla, joj, veš, zdaj ni pa črnega, pa belega, je tudi koruzni. In se je sklonila glavo in dobesedno zjokala, ker je seveda celo drugo svetovno vojno jedla zgolj koruzo, a ne? Pa še to je bilo ogromno lakote, a ne? To niso te generacije daleč, a ne? In oni so nas vzgajali, a ne? Moja mama je kis, ki ga je točila, potem seveda dala na stran od solate, če je ostal, skratka, ta strah je bil vedno tam nekje spodaj, a ne? In jaz sem tudi rasla v tem strahu. Jaz sem bila sprogramirana tako, da varnost, a ne? In to me je zelo globoko zaznamovalo v življenju, a ne? Iz tega sem tudi razvila ta svoj perfekcionizem, a ne? Ki je tudi obrambni mehanizem, a ne? Ne bojo prepoznali mojih slabosti, a ne? Zaradi tega bom jaz naredila vse, a ne? Da bo najboljše, a ne? To je vse tudi program od mojih staršev. In ko spustiš to varnost, a ne? Se to je zelo težko, tudi jaz sem na tem 2 leti nazaj, ko sem pravzaprav zapustila izjemno dobro, vrhunsko plačano delovno okolje, ki pa je bilo zastrašujoče. In vršč se takrat na popolnoma neznano pot, samemu sebi naproti, na začetku to je strašljivo, ampak najlepše stvari se dogajajo, ker ti prideš v svoj pristan. In ko ti v celem telesu začutiš, da si ti. In da se od tam rojevajo samo še, kako bi rekli, matematiki na sekundarno in na tercialno eksponento, se pravi na 2, na 3. To je to, ne rojevajo se zato, ker ti želiš biti slaven, zato, ker ti želiš zaslužiti, ampak zato, ker počneš točno to, zaradi česar si prišel na ta svet. In ko spoznaš ta svoj zakaj, in ta zakaj daš svetu, a ne, in najdeš okolje, zdaj eni ljudje najdejo ta korporativna okolja, a ne, mnogi smo iz njih išli, jaz moram reči, da moja generacija večinoma izhaja iz teh programov trenutno, so v exitu, a ne. To pomeni, da so ugotovili, da hrčkajo tam, da so vrednote popolnoma nasprotne in da želijo početi nekaj v življenju, ki ima neko dodano vrednost, ali pa tudi, da želijo ustvariti neko organizacijsko kulturo, ki bo avtentična, ki bo njihova, ki bo rezonirala z njihovimi vrednotami, a ne. In ko izstopijo, ja, je strašljivo, seveda to se ti vržeš, ti se vržeš v prazno, a ne. Ampak si pravim, potem ti veš, ko ti telo sporoči, da si prišel v tisto svojo luko, a ne. Enkrat mi je bilo všeč, izjemno veliko poslušam glasbe. Miles Davis je nekoč rekel, a ne, da pravzaprav zelo dolgo časa v življenju rabimo, pa je bil seveda vrhunski glasbenik, a ne, to analogijo je izložil, da zvenimo kot mi, a ne. In to se mi zdi tako vrhunsko povedano, da ne bi mogla drugače oziroma boljše povedati. Zanimiva mi je bila tvoja misel o medgeneracijski razliki, a ne? V tem pogledu, koliko dejansko tega je prenešenega na nas, ne samo skozi vzgojo, tudi pravzaprav skozi DNK, ne? Ja. Pogovor, ki sva ga imela z 20-letnim sinom nekaj dni nazaj. Sin, glede na to, da imaš omejeno financ, bo treba tvoj način življenja malenkost korigirati, a se ti ne zdi, ne? Njegov odgovor, to pač seveda, to je moja generacija in starejša, ne? Treba bo pipco zapreti, ne? Ne, njegov odgovor je, ne, mami, jaz bom poiskal dodaten vir zaslužka, ker si želim ohraniti ta način življenja, ki ga imam. Perfektno. In jaz sem, kaj mu lahko rečem? Ja. Saj so učitelji, ne? Ti naši otroci, zdaj že mladostniki, ne? Najni,
To so največji učitelji. Jaz se spomnim, mislim, da je bil psihoterapeut Perko, ki so ga Slovenci raztrgali, ko je enkrat rekel, da udejanjamo se šele v odnosih, a ne? In bom rekla res grozljivo, če nimaš otrok, ne razviješ take samorefleksije, ne vidiš, kaj je funkcionalno, kaj ni disfunkcionalno. Skratka, to, da dobiš otroka in kasneje mladostnika in seveda odraslo osebo, te zelo zaznamuje v življenju, ker ti, dokler si sam, ali pa tudi, če nisi v odnosu, hodiš na tisto, kar pač tebe zanima, počneš samo tisto, kar tebe zanima. Ampak to ni življenje, ne? To res ni življenje. Tako da te otroci in mladostniki pridejo z razlogom in nam nastavljajo ogledala, in če si pripravljen, je to vrhunski čas, da pravzaprav najstnik ti bo po resnici povedal, kaj ti meni zdaj pridigaš, če si pa zadnjič tak enkrat, ampak točno ve. In to je to. Če bi tudi delovne organizacije bile, bom rekla, tako natančne, kot so naši mladostniki, bi bilo zelo dobro, ker oni si vse zapomnijo. Ni izjem. In ti bo to tudi serviral. Seveda vedno v neprimernem času, in tudi vejo, kdaj je ta neprimeren čas, ampak zdaj na nas je. Mi smo res odrasle osebe. In dovolj je teh izgovorov, jaz sem pa takšna na delovnem mestu, jaz sem pa takšna mama, Mi smo odrasle osebnosti, Mi ne samo, da imamo priložnost, ampak mi imamo dolžnost. In midva, oba z mojim možem, sva odšla na psihoterapijo. In sva se zavestno odločila, da bo to eno največjih daril, ki jih bova podarila najnima otrokoma. Da bova prekinila disfunkcionalne vzorce, pogledala stvari, ki mogoče niso okej, in da zdaj, ko se še da popraviti, predvsem nama je pa ključno, da naj tudi ona dva uzreta v najni nepopolnosti. In če imava težave, kdaj, da lahko greva, pa to stvar pravzaprav tudi razrešiva. Ker se vemo, tako kot sva prej o delovnih organizacijah, niso tiste vrednote, ko vstopiš v organizacijo, ampak tisto, kar živimo. In tu so ta nenapisana pravila. Tako da družine niso tisto, kar je na Facebooku pa na Instagramu. Hvala, da še enkrat to povej. Družine so vzorci, kako se rešujejo težave, kako en drugega vidimo, kako si pomagamo, kako se podpremo, kako se uzremo, kako se tudi sprejemamo v tej svoji nepopolnosti. Skratka, to je tukaj enih priložnosti na vsakem dnevu, tako da ne vlagam sploh v družbena omrežja, ker je to popolna izguba časa in to tudi ni avtentično. Tako da jaz svoj avtentičen izraz družinski ohranim za nas. Tako da, to je to. Tukaj bi se navezala na eno drugo, spet zgodba iz istega pogovora z istim sinom, imam namreč dva, Anta je mlajši, 20-letni, zdaj mi pa misel ušla. Šment. To bomo rezala, ne? Ne, tudi to je super. Čakaj, kaj sva že imela? Imela sva pogovor seveda o tem, kako bo on več zaslužil. Ušla mi je misel, sorry, ta 51. Mogoče, da nadaljujem. Svojega sina sem vprašala, ker tudi meni se zdaj dogaja. Kaj, če bom kaj pozabila? Tudi mlajši sin. Kako modro je rekel. Zato se usta in vprašaš, ponovno vprašanje. V smislu, kaj te je strah? In spet je bil tako fantastičen učitelj. Kje je tle problem? Če si izgubila nič, če si izgubila vprašanje, si ranljiv, poveš, izgubil sem se. Sram se vklopi tukaj. Tako, sram je eno tako močno čustvo. Res močno. In po drugi strani, če ga pa ne razvijajo otroci, se pa to zelo... Sram je čustvo, ki se tam približno do 6-7 leta mora razviti. Če se ne, je pravzaprav so zelo hude posledice. Sem se pa mi spomnila, o čem je bila. Odlično. Debata. Še enkrat pozabila, lahko verjameš. Dobro nama gre. Aha, vem, družina in to, da se podpiramo. Zdaj jo imam misel nazaj. Sin mi je v pogovoru rekel, da nima občutka, da ga z možem podpirava v teh njegovih prizadevanjih zaslužiti denar
s tem, s čimer bi ga rad zaslužil. Da vedno najdeva, to so zdaj njegove besede, nekaj, kar gre lahko narobe. In sem rekla, ja, prav imaš. Ampak dajva zdaj primerjati tvojo sliko, kaj pomeni, da te nekdo podpira in kaj meni pomeni, da jaz podpiram tebe. Pa bova videla, kje se zgodi razkorak. Seveda tvoja je, da bi rekla, bravo, sine, go for it, verjamem, da bo ratal. Moja je pa, toliko stvari sem že doživela v življenju, slabih, neprijetnih, in bi te rada obvarovala pred tem, kar je totalen nonsens, ker ga itak ne moreš, ampak sem mu razložila, da kot starš težko izstopiš iz vloge starša, ampak če lahko mogoče sprejme, da je pa to doslej bil moj način izkazovanja tega, da ga podpiram, da mene skrbi, rada bi ga obvarovala pred razočaranjem. In veš, kaj je rekel? Ok, mami, daj pa se zdaj tako zmeni. Daj najprej nekaj spodbudenega povej, potem pa to povej. Lepo. Čudovito. Lepo. Tako da ja, res so naši veliki učitelji, če smo jim le pripravljeni prisluhniti. Ja. Če se naveževa nazaj na najin pogovor o zaposlenih. Že na začetku si zelo lepo povedala, kako pametno bi bilo, preden se pripraviš na razgovor oziroma si na razgovoru, kaj moraš narediti. Pa bi zdaj mogoče malo bolj povzela vse skupaj, kakšen bi bil nasvet nekomu, ki išče novo delovno okolje za sebe in si želi najti nekaj, kjer bo lahko avtentičen. Predvsem naj ne gleda certifikatov in vseh priznanj in vseh mašnic, ki jih imajo podjetja, ker tudi to je obrambni mehanizem. Predvsem naj spozna, Slovenija je majhna, pa na splošno sveta. Naj se pogovori z ljudmi, ki tam resnično delajo, ker ti ljudje bojo mu pokazali realno sliko, kakšno je stanje v tem podjetju znotraj. Potem pa ne vpraša ljudi, ki so tudi imeli težave. Jaz se zelo spomnim, recimo korone, sem imela 2 prijatelja, ki sta delala v farmaciji, in seveda takrat je bilo tako, pač eni smo delali, eni nismo delali, ampak ona 2 sta bila oba v enakem poklicu, kjer pa sta seveda morala delati. In enemu od njiju 2 je umiral oče. In prosil je za neplačan dopust v tisti delovni organizaciji in odgovorili so mu, da to pa ni mogoče, da naj hitro situacijo reši. In temu prijatelju sem rekla, da težko, da bo dobil še kakšno bolj močno sporočilo, kot je to, kakšna je pravzaprav njegova delovna organizacija. Torej ne povprašajo ljudi, ko so imeli težave, ko jim je nekdo, ne vem, bolni starši, otroci, ko so, ne vem, morali iti 2 uri prej iz službe, take stvari, se pravi ne mašnic, ne lepih zgodb, ampak realno življenje, ko se kaj zgodi, ko se kaj zakomplicira, kaj pa takrat? Sem slišan, sem razumljen, lahko imamo neko alternativo in tako naprej. Potem pa seveda je treba pogledati svoje potrebe, recimo. Za mene recimo je bilo, jaz sem se zelo slabo počutila v delovnih okoljih, kjer se mi je zdelo, da se mi ne zaupa v smislu štampljanja in potem delamo samo na delovnem mestu, pa tudi če si nohte lakiramo. Skratka, 8 ur si tam, to je to. Se pravi, ne meri se, kaj ti delaš, ampak poglejte vase v smislu, kaj pa so vaše vrednote. Recimo moja izjemno velika vrednota je zaupanje, recimo v delovnem okolju. Drugo je tudi ta nek občutek polnih pljuč, v smislu, če pa jaz slučajno, recimo bom pa rabila en dan, pa bom delala z morja, iz hribov, od kodarkoli, ali bo to meni dovoljeno, ali bo to takoj prijetna, ona se pa laže, pa zida hiša, pa ne vem kaj, ali bomo razumeli, da pravzaprav smo tam zaradi našega rezultata in da nismo tam samo zato, da se v bistvu štempljamo in da imamo točno toliko minut, ur in tako naprej, ker to je čisto neproduktivno. Zdaj, če nekomu tako okolje ustreza vrhunsko,
res pogledajte vase v smislu, kaj vam pomeni in dajte to že na mizo. A ne? V smislu, lejte, meni bi pomenilo, da, ne vem, 14 dni na leto lahko delam remote, a ne? Ok, a kaj to za vas pomeni? A ne? Spravi, ne, da smo mi tam lažnivci, kako je nam tudi super fajn, tudi če ne moramo delati, ne vem, kdaj za more in tako naprej, a ne? Ampak dajmo res karte na mizo, dajmo povedati, kdo mi smo. A ne? Pomembno vprašanje se mi zdi tudi recimo na razgovoru, ne samo, da smo mi, pravzaprav bom rekla tako, da zamenjamo pozicijo. Mi nismo iskalci zaposlitve, mi smo ponudniki svojih storitev. To je izjemno pomembno. Če ti prideš kot v nekem submisivni poziciji tam, a ne, joja, me boste vzeli. Ne, moji pogoji so takšni in takšni. Moje vrline so takšne in takšne. In pa seveda tudi, a ne, ker je zelo pogosto vprašanje, seveda na razgovorih, se pravi na tem onboarding razgovorih, a ne, je recimo tudi vprašanje, v čem pa si slab, a ne, in takrat ljudje zamrznejo. Dajte stvari na mizo. Ker delodajalec tudi raje vidi nekoga, ki je nepopoln, se jaz ne znam vseh stvari, se nihče ne zna vseh stvari. Ne? In če bojo oni mogoče tudi tam videli, da pravzaprav, ok, mogoče kakšna stvar pa ne, ker danes je vrednota, agilnost pomembna. A ne? Mi danes živimo v obdobju, kjer pravzaprav ne bomo mogli toliko novih zaposliti, kolikor se bomo mi morali kot ljudje reinventirati na dnevni bazi. A ne? To pomeni, da recimo, če ima organizacija 100 ljudi, a ne, teh 100 ljudi bo morali osvojiti popolnoma nove veščine že v roku, ne vem, 2 let, 5 let, 10 let. A ne. Mi ne bomo mogli zdaj strokovnjakov za tehnologije, za AI toliko zaposliti, kolikor se bomo mi sami morali v bistvu spremeniti. A ne. Dajmo na mizo te stvari. Se pravim, zelo boljše bo kot razgovor med, kot smo rekli, med dvema lažnivcema. Ne? Potem, ko se bojo maske snele, bomo pa v bistvu dojeli, kakšna je realnost. Ne? Škoda časa. Saj tudi v partnerstvu, škoda časa, res. Se strinjam. Jo, še en kup vprašanj mi tako leti zraven, pa ne vem. Se mi zdi, mislim, to je tako neumno, da mislim, da ljudje, da podjetja ne razmišljajo o tem, kako so zaposleni v prvi vrsti njihovi ambasadorji. Ampak klele imam konkretno v mislih trgovce, velike trgovce, živilske trgovine, dajmo reči. Ne bom omenjala zdaj podjetja, ampak jaz ne moram verjeti bolj nezainteresiranih na blagajni ali pa nezadovoljnih, ki jih med policami srečaš. To ni mi jasen in sem potem prijateljico, ki dela pač v eni od nabavnih služb v taki veliki verigi, vprašala, kako lahko tolerirajo take stvari na blagajni. In je rekla, glej, enostavno zato, ker je premalo delovne sile in ker se zavedajo, da lahko počnejo vse, kar čo. In me zdaj zanima, a je to pa priročen izgovor, da se ni treba ukvarjati s tem problemom v podjetju, ali je to pač nažalost takšna situacija, ki odraža res to, kar je povedala? Jaz bi recimo, ker mene vsi te fenomeni blazno zanimajo, jaz bi recimo šla še pod eno pod vprašanje. Zakaj pa so takšni ljudje? Mogoče pa oni po svoji naravi sploh niso tako nezainteresirani. Kaj pa, če so ti ljudje postali takšni znotraj delovnega okolja? Ja, se ne veš, ne, ti kot kupec dejansko ne veš, vidiš ga, da je nezainteresiran, da je slabe volje, da mu je težko karkoli narediti. In zdaj, večino časa sem pripravljena tako se kaj pohecati, pa tako, da ga malo dvignem, ne, ampak sem pa tudi jaz samo človek in seveda odreagiram na isti način. Seveda. Potem dva slabo izkušnjo. Se zrcalimo, ne? Ja. Ampak mene bi recimo bolj tukaj zanimal ta fenomen, ki je dejansko dokazan. Ne? To pomeni, da okrog 60% trenutno svetovne populacije imamo nezavzetih. Ne?
Ne aktivno nezavzetih, ampak nezavzetih. Ne. To pomeni približno med 20 in 25% se vrti samo populacija, ki je dejansko zavzeta na delovno mesto. To pomeni, da imamo 60% takih ljudi, kot si v bistvu opisala. Ampak ko smo šli raziskovati ta fenomen še v bistvu res v podstat globje, ne, to je pač družboslovno raziskovanje, smo ugotovili, da ti ljudje niso prišli taki. Ne. In dostikrat se to lenuharstvo, da se opravi samo tisto, kar je v bistvu ti je napisano, da imaš mogoče tak izraz na delovnem mestu, da to niso prišli, ne? Predvsem to učitelj tudi mladim generacijam, predvsem generaciji Z, ne? Da te generacije se niso takšne rodile, ne? One so takšne postale v delovnih okoljih, ne? In so ugotovili, da dejansko to je nastalo zaradi slabe organizacijske kulture, ker niso slišani, niso videni, ne morejo spremeniti stvari. In to je ta školjka, o kateri smo prej govorili. Ne? Tako da jaz v sredinah, kjer sem, prepoznavam predvsem to vrstno. Ne? Ampak mi pridemo v delovna okolja, kjer take stvari lahko spremenimo. Ne? Tako, nič ni determinirano dokončno. Mi pridemo kot neke vrste psihologi, bralci tja in iščemo pravzaprav neka nenapisana pravila, vedenja, kanale in v bistvu preučujemo najprej organizacijsko kulturo, ker mogoče na prvi pogled, kot v smislu žalosten obraz nekoga ima vzrok lahko popolnoma druge. Je pa to res zelo individualno. Zaradi tega jaz v bistvu rečem, da delamo kot neke vrste psihoterapijo vsem delovnih organizacijam. Moramo iti res globoko noter. Ne? To se ne zgodi v enem mesecu, v en dan, ampak moramo zelo globoko videti te vzorce in včasih res dobivamo odgovore na diametralno različnih mestih in potem seveda je potrebno to nasloviti. Ne? Treba biti pa zelo vzdržljiv, ne v smislu, ok, zdaj smo najdli, pa nehamo, ali pa to bo pa zdaj trajalo 50 let, Seveda, je treba nujno povedati, da organizacijske kulture se ne spreminjajo čez noč, se ne spreminjajo v enem letu, ampak je tam neka doba 3 do 5 let, da te mic po mic v bistvu spreminjamo in ključno je spreminjamo delovna okolja na bolje, tako kot si na začetku povedala. Veš, zdaj mi je v bistvu prav neroden, kako hitro sem sodila, da si nisem postavila tega vprašanja, ki si ga ti postavlja, kaj pa, če dejansko ta človek ni tak. Veš, res smo ljudje tako hitri s kazanjem na nekoga drugega oziroma pač takoj neke zaključke potegnemo, tako da upam, da se poleg mene danes še kdo naučil, da je treba tudi malo globje, malo nižje pogledati, da mogoče ni to, ker se njemu ne ljubi zdaj tam delati, absolutno. Ampak je dejansko zaposlen v takšnem delovnem okolju, da ga tišči. Tako, lahko so tudi pogoji dela nehumani. In predvsem to je ta empatičnost, da se znamo vživljati v ljudi, ker nikoli ne vemo, v kakšnem stanju je človek. Zaradi tega je ta prijaznost, empatičnost na prvem mestu. Kot reče ta fantek v knjigi Čudo in v filmu. Bodimo prijazni do drugih, ker nikoli ne vemo, kakšno bitko bijejo. Res je. To se mi zdi zelo pomembno. No, pa smo se naučili danes marsikaj. Katja, preden zaključiva pogovor, imam še zadnje vprašanje. Če bi podoživela en sam trenutek iz tvojega življenja. Veš, vem, da danes odgovor ne bo enako, ker bi bil včeraj ali pa bo jutri. Kam bi te odpeljali in ne bi spreminjala? Najprej ne bi spremenila nobene rdeče luči, ki sem jo dobila v življenju. To je bila izgorelost, ki me je dobesedno pokosila, me zbila na tla, ker sem pravzaprav spremenila vse v življenju, ker je bilo to treba spremeniti, ker je bila to ulica, kjer sem se zabila v zid. In če bi nadaljevala po tej ulici, dejansko bi pač bi umrla. Tako da to je recimo ena od teh stvari, ki mi je zelo odprla oči. Dostikrat rečem, ko me ljudje sprašujejo za kakšen nasvet, pa rečem, mogoče še ni dovolj hudo, mogoče še človek ni dovolj padel na ta kolena, da bi karkoli spremenil.
Potem pa so definitivno tukaj te neki trenutki, ki pa so vedno skozi moje življenje, tisti, ki mi pa res naredijo solzne oči, in to so trenutki čudenja naravi. Ne vem, če stojim v Patagoniji, točno vem, na katerem mestu, če ob nekem ledeniku, točno vem, ob nekem vulkanu, točno vem, kako stojim vedno na robu nekih skal in gledam oceane. To je pa tisto čudenje, ki pa mene vedno premakne v življenju. In se mi zdi, da ob vsem tem poplavi nekih dopaminskih šotov, da je to tisto, kar nam v bistvu ostane. To čudenje čudom narave, tisto me pa res tako premakne. In če imam takrat še tiste svoje najbližje, to pomeni sinova, psa in pa seveda moža ob sebi, je to še toliko močneje, ker se ti zdi, da je to neka potem energija, ki se pravzaprav poveže. In to pa res moram reči, da vedno, ko me včasih samo že mož pogleda in če so solze, ve, da me pusti takrat na miru, ker je to čudenje in bom rekla tudi na neke vrste, takrat res spoznamo sami sebe v to neko svojo globino. In to se mi res zgodi samo v naravi, in to se mi največkrat zgodi v pogledu na ocean. Za mene ocean je pač samo morjeplovec, jaz pač surfam na valovih, windsurfam, supam, kajakiram, jadram, vse to, ampak to je morje. In ko enkrat doživiš to dihanje oceana, to je pa res dihanje zemlje iz de profundis, pravzaprav iz svoje globine. In če sem lahko takrat na tisti morski gladini tistega oceana, ali pa če samo na koncu, to se mi je recimo na Portugalskem zgodilo letos, ko smo bili na skrajno v eni točki in smo, v bistvu cela družina smo samo obsedeli in v bistvu vsi smo imeli solzne oči in vsi smo pravzaprav zrli v ta ocean, morje, v to njegovo dihanje, v to spreminjanje svetlobe, valovanje. Vse se mi je zdelo tako relativno, tako majhno, tako nepomembno, da v tej prisotnosti te narave sem najraje. In to bi kadarkoli, vedno znova lahko podoživela. Veličastno. Katja, najlepša hvala za današnji klepet. Upam, da je bil tudi tebi toliko zanimiv, kakor je bil meni. In sem vesela, da smo se uspeli najti. Tudi jaz sem izjemno vesela. Petice letijo nekako skupaj. Hvala predvsem tebi za izjemno mero sočutja, empatičnosti, ranljivosti, avtentičnosti in pa seveda tudi poslušanja. Si izjemna, ne samo voditeljica, ampak si tudi izjemna poslušalka. In kot smo videli danes, je to še kako izjemno pomembno v življenju. Najlepša hvala.